V teh izrednih razmerah imamo veliko manj osebnega časa in prostora, kot smo ga vajeni, zato nam je lahko mnogim zelo težko. Negotova prihodnost, preobremenjenost z družinskimi in službenimi obveznostmi, razposajeni otroci, vse to lahko vpliva na naše počutje, zaradi tega smo lahko pogosteje slabe volje in razdražljivi. Da bi kar najbolje funkcionirali med sabo, je priporočeno, da oblikujemo nek dogovor. Torej, da se dogovorimo, da je čas za šolo, za delo, za počitek in za prosti čas. Prosti čas, ki ga bomo preživljali kot družina, in prosti čas vsakega posameznika. Da se torej skupaj dogovorimo za dnevno in tedensko rutino in jo nato poskušamo čim bolje slediti. Da, pa ker sem rekla, da je pomembno, da ima vsak posameznik tudi nekaj časa za sebe, da tudi to obravnavamo v tem dogovoru. Torej, da se ve, da bo na primer mama imela v soboto par uric za sebe in da bo takrat oče šel z otroki na sprehod. Čas za sebe, torej čas za aktivnosti, ki so nam prijetne, in za počitek je pomemben. Zato je dobro, da med sabo sodelujemo, se dogovarjamo in si pomagamo. Dobro se je tudi zavedati, da je lahko otrokom v teh časih še posebej težko. Dobro je, da jim sporočamo, da je okej, da se tako počutijo, da so torej jezni, razočarani, slabe volje, razdražljivi. Ker pa seveda ni priporočljivo, da bi otrok cel dan razmišljal o tem, kako ne more na obisk k prijatelju, ali o tem, kako je šola na daljavo težka in nezanimiva, da mu torej nekako mi pomagamo osmisliti ta njegov čas. Torej čas za šolo, čas za igro, čas za neke druge aktivnosti, ki bi ga mogoče lahko zanimali. Da mu tudi pomagamo pri organizaciji nekih njegovih dejavnosti, mogoče da mu pomagamo najti nek nov hobi, da splaniramo mogoče neke aktivnosti, v katerih bi lahko sodelovala cela družina na ta način. Torej, da pomagamo otroku osmisliti njegov prosti čas.